Vožnja s kolesom je zelo zabavna. Ja! Wow, jaz mislim, da ni tako zabavno. Lahko je zelo zabavna. Tako kot sem jaz rekla. In jaz? Imata prav, ampak pomembno je, da se vozimo varno. Naj vam povem nekaj nasvetov o varnosti. Naprimer? No, začnimo pri tem, da imaš pravilno velikost kolesa. Kaj pa je narobe z mojim? Prevelik je zate in zato imaš težave z vožnjo. Ko se usedeš na kolo, bi se moral dotakniti tal z obema nogama. Če se ne moreš, Saj se skoraj lahko. skoraj ni dovolj. Če se ne moreš dotakniti tal, potrebuješ manjše kolo. Ok, pa je res boljše. Kaj še? Pomembno je tudi, kaj imate oblečeno. Misliš na to, da moramo nositi posebne kolesarske drese? Ne, mislila sem na to, da morate nositi kaj svetlečega, da vas drugi vozniki lažje vidijo. In to, da vas vidijo, pomeni, da boste varni. Prav tako je pomembno, da na kolesu uporabljate takšne odsevnike. Pa še kul so videti. Ampak najbolj pomembno pa je, da med vožnjo vedno nosite čelado. Zakaj? Zato, ker zaščiti tvojo glavo, če padeš. Ampak jaz ne bom padel, jaz dobro vozim. Tudi dobri vozniki lahko padejo. Kaj če kar naenkrat kuža priteče pred tvoje kolo? O, na to pa nisem pomislil. Čelado nosi takole. Ne tako, niti ne tako, sploh pa ne tako. Takole. In zapomni si, da se ti mora tesno prilegati, da moraš videti njen sprednji rob, ko pogledaš navzgor, in da mora biti vedno zapeta. Ok. Ali lahko že zdaj gremo? Če obljubiš še eno stvar, Kaj? če bo karkoli narobe s tvojim kolesom, naprimer, da v gumah ni dovolj zraka ali da zavore ne delujejo dobro, da boš to povedal staršem, še preden se odpelješ. Ok. Dobro, povem še nekaj o pravilih za varno vožnjo. O, je veliko teh pravil. Ne, samo nekaj, ampak so zelo pomembna. Prvo je, da se vedno voziš skupaj s starši, starejšim bratom ali sestro. Tako kot jaz, svojo sestro, ki je že v srednji šoli. Ona odloči, kje se bova vozili. In kje je to? Radi se voziva v parku, kjer ni avtomobilov. Midva z očkom pa se rada voziva po ulicah, kjer ni veliko prometa. Super, oba imata prav. In kje se vozita, po levi ali po desni strani ceste? Po desni? Ja, tam, kjer se vozijo drugi vozniki. Res je, zapomni si, da se vedno vozimo po desni strani cestišča. Ok, vedno po desni. Kaj še? Znaki in druga signalizacija. Vedno morate upoštevati, kar kažejo znaki. Torej, če vidiš znak stop ali rdečo luč, Se obvezno ustavim. ja, in zelena luč. Pomeni, da lahko gremo. Res je, ampak vseeno moraš biti previden in uporabljati oči in ušesa, preden spelješ. Tudi če ti vidiš druge voznike, še ne pomeni, da oni vidijo tebe. Tudi če si oblečen v svetleča oblačila. Včasih se ljudje zamotijo s čim drugim in pozabijo pogledati okoli sebe. In ne zavijaj takole levo in desno, ker drugi vozniki ne bodo vedeli, kaj počneš. In zato nas lahko zbijejo. Ja, točno tako. Ok. Dobro, tole pravilo pa je najpomembnejše. Ko prečkaš kakšno pot, ulico, cesto, kjer lahko pride avto, se moraš obvezno ustaviti. Poglej levo, desno in nato še enkrat levo. Preden spelješ, moraš biti zagotovo prepričan, da tam ni nobenega avtomobila. Če je na cesti veliko prometa ali če nisi siguren vase, stopi dol s kolesa in cesto prečkaj peš po prehodu za pešce. Jaz včasih naredim tako, ker je bolj varno. Ali se zdaj že lahko začnemo voziti? Skoraj, ampak najprej mi povej eno pomembno stvar, ki si se jo naučil danes. Vedno se vozi skupaj s starši ali starejšim bratom ali sestro. Bravo, kaj še? Da nosim čelado. Odlično, še kaj? Ko prideš do križišča ali do voza ali kaj podobnega, se moraš ustaviti, pogledati levo ali desno in še enkrat levo. Ja, zelo dobro. Smo končali? Smo, srečno vožnjo.